Dol pa štokarle. A greš ti k meni sedeti? Ko se odločiš za prenovo in s prenovo enkrat začneš, si seveda med samim delom v živo predstavljaš, kako bojo stvari izgledale. Zidovi, stene, tla, sobe, okolica in vse take stvari. Ampak zdaj, ko pa stojimo in živimo v hiši, ko je končana, pa moram reči, da izgleda v bistvu še veliko boljš, kot je pa bila vizija na začetku, preden smo začeli. Mislim, bi jaz povzela z enim stavkom, prenovila sva hišo, nastal je pa dom. A ne? Vse težave, vse skrbi, vse neprespane noči, včasih tudi manjši konflikti, so v bistvu izginili, ko so videla, kaj je nastalo s hiše in ko so v bistvu prišla v našo novo družinsko hišo. Zdaj, ko smo to dali čez, moram reči, da je občutek zelo dober, predvsem zaradi tega, ker je večina stvari uspelo točno tako ali pa še boljš, kot smo si zamislili. Ni še trenutka, da sem si oddahnila. Začeli smo decembra 2021, končali smo pa januarja 2022. Vselili smo se v točki, ko so vse stvari v hiši, ki morajo delati, pač funkcionirale. Ne? To je ogrevanje, elektrika, vse te nujne stvari, kuhinja, kopalnice. Prav ene velike žurke nismo še imela za vselitev v novo hišo, imamo pa plan, da bomo naredili čim bo zunaj tudi okolica lepo urejena pa vrtna zabava. Zame je največji užitek v hiši, v primerjavi s stanovanjem, to, da imam bolj veliko svobode v kuhinji, da se mi zdi, da res uživam, ko delam zajtrke, takrat, ko kuham. Meni je neskončen užitek zjutraj si narediti kofe in iti na verando ta kofe v zelenje pa v ptičje petje popiti, na primer. Da sem si končno lahko naredila svoj vrt v zunaj. Da imam košček svojega vrta in da imam svoj zeliščni vrt. V hiši smo prenovili kar nekaj starinskih oziroma originalnih elementov, kot so na primer eno zelo veliko okno na stopnišču, vse stare omare pa sedeži, kredence, pa mize, pa stoli. Tisti parket, ki se ga je dalo obdržati, smo ga obdržali, smo ga prenovili, zbrusili, namazali z oljem in je fantastičen. Peč je pa v bistvu ene sorte, ena kraljica vsega tega. Poleg tega recimo so še vsi elementi iz teraca, originalni. Stopnišče pa tudi v bistvu smo ga tudi obnovili in celo stopnišče smo opustili, originalno ga pa spet uredili, pobrusili, naoljili, skupaj s tem oknom, narediti tudi res tak duh tega originala. Zelo definitivno. Tako da meni je tudi to en lepših kotičkov, mi je dejansko to stopnišče z oknom. Tudi meni. Otroške sobe smo v bistvu kar takoj vedeli, čigava bo katera. Seveda starejši je dobil večjo. Za hčerko je bilo bolj kot ne rečemo določeno, kaj bo se imela. Za sinovo otroško sobo smo se pa kar skupaj v bistvu posvetovali, kje bi on imel posla, omare. Jaz sem pač ji povedal, kako bi jaz rad imel. Na koncu mu večina starih je zmagal. Pa zelo mi je všeč, ko imam pogled na ulico, pa všeč mi je, ko imamo veliko dvorišče. Tako, kaj je pač veliko rečeno. Predvsem izbrati obrtnike, z njimi narediti pogodbe kot enega, zato da res lahko mogoče v roku, ki si ga zadaš, tudi dokončaš hišo. Drugo je v teh časih, da definitivno računaš na višje stroške. Tretja stvar pa, da že v štartu res dobro zbereš banko, ki ti bo v vsem tem dolgotrajnem procesu znala pomagati, pa preskočiti na pomoč, ko boš rabil nasvete ali glede kredita, ali glede kakšnih zavarovanj dodatnih. Ko sva zbrala NLB banko, sva nekako prepričana, da bo lahko v sklopu od začetka, ko sva rabila v bistvu kredit za nakup hiše, do potem kasneje, da nam bo stala ob strani z nasveti in to dejansko se tudi res izkazali za resnično. Tako da sva z NLB imela tudi enih par online klicev, s tem sva imela res samo pozitivno izkušnjo. Ne. Prej si tako dobro povedal. Ja, lej. Ja.